Žoga je okrogla. Morda glavni favoriti za naslov prvaka Španci so začeli počasi, tega pa niti slučajno ne moremo trditi za Lea Messija, Kyliana Mbappeja in Erlinga Haalanda. Slednji je na mundialih debitiral z 2 goloma, Messi in Mbappé pa sta nadaljevala tam, kjer sta decembra 2022 v Katarju končala. Ali bomo na tem svetovnem prvenstvu dobili novega najboljšega strelca mundialov? Upali bi trditi, da bomo. Ali se bo še kdo pridružil Braziliji in Curaçao v zgodovini svetovnih prvenstv in proti Nemčiji izgubil 7-1? Upali bi trditi, da ne. In kako poteka radijsko ter televizijsko delo poročevalcev svetovnega prvenstva? O tem in še čemu današnji žogi v Torontu, kjer je gotovo že poskusil kakšno tamkajšnjo dobroto, naprimer javorjev sirup, je Luka Petrič. Dobro jutro, Luka. Živijo, dobrote, javorjev sirup pa še ne. V ljubljanskem studiu smo Boštjan Janežič. Dober dan, živijo. Marko Cirman. Lep pozdrav. Moje ime pa je Jože Pepevnik. Pa začnimo. Prvi polčas. Ko to snemamo, je za nami 20 odigranih tekem svetovnega prvenstva, doseženih je bilo 61 golov, torej nekaj več kot 3 na tekmo, prav 3 pa je proti Alžiriji dosegel Lionel Messi, zdaj jih ima 16, izenačenje z Miroslavom Klosejem na vrhu večne lestvice. Luka, tekma sicer ni bila odigrana v Torontu, ampak kako ta dosežek odmeva tudi na kanadski strani svetovnega prvenstva? Ja, navdušeni so seveda vsi nad Lionelom Messijem, nad tem, da je podaril rekord, tudi nad seveda njegovo igro. Se mi zdelo sploh prvi zadetek, tudi zadnji, super, res tekmo je imel. Prvi hat-trick zanj na svetovnih prvenstvih in zdaj je izenačen 16 goli na vrhu liste strelcev vseh časov. Največ nastopov ima tudi med vsemi na svetovnih prvenstvih, tako da res fantastično, no, da eden najboljših igralcev, gotovo svoje generacije, gotovo vseh časov, za mnoge najboljši, zdaj tudi najboljši strelec svetovnih prvenstev, kar neverjetno. Verjetno nihče tukaj ne upa trditi, da rekord, ne glede na to, kdo bi ga lahko presegel, da ne bo presežen na tem mundialu, Boštjan. Ja, tudi Mbappé je še kandidat, Messi sploh prvi. No, upam reči, da ne bo padel rekord Miroslava Kloseja, kar ni mi bilo prav, pa čeprav sem pristaš nemškega nogometa, da je Brazilca Ronalda prehitel na večni lestvici Miroslav Klose, tako da naj bo čim krajši čas na vrhu. Ja, je zdaj bolj prav, da je prehitel Messi Klose oziroma dohitel Messi Klose. Ja, bolj prav, vseeno bolj prav. Vsak velik dosežek pa ima svoj ampak in Marko, kaj je bil ampak na tej tekmi med Argentino in Alžirijo? Ampak, da je Messi jokal zaradi nekih osebnih stvari po koncu tekme, zaradi katerih niti ne vemo zakaj, ampak predvsem pa je zmotil marsikoga tisti prekršek za vsaj rumeni karton in potem, če bi bil rumeni karton, bi ga lahko šli seveda tudi pogledati podrobno v VAR sobo. Moram reči, da zame je bil to rumeni karton, vsaj rumeni karton, res je s podplatom na mečno mišico priletel alžirskemu nogometašu in marsikdo tudi v svetovnem nogometu se strinja s tem, tudi od nekdanjih sodnikov, da je imel Messi tu kar nekaj sreče. Tako da, ampak sem pa... Sreče, da ni bil izključen, ne? Da ni dobil rumenega. Ja, absolutno. To je bil karton, zelo nevarna igra, lahko bi mu zlomil tudi nogo. Jaz verjamem, da Messi ni želel namerno iti, da je bilo vse skupaj v nekem žaru borbe, ampak če bi bila stojna noga alžirskega nogometaša bolj trdna, bi lahko tam notri tudi kaj počilo, ampak dobro je dnes tako Alžirec kot tudi Messi, ampak mi pa smo lahko nekako... počaščeni, da smo del nogometne zgodovine, živi in zdravi in da spremljamo, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu, da se podirajo rekordi. Lahko se mu približa recimo tudi Ronaldo, če bi dal 4 gole proti Kongu, pa še kakšne 4 proti Uzbekistanu, potem bi bilo že na tesno tudi na večni lestvici, ampak počakamo še prvo tekmo Portugalske. Pik za petami. Ni tako redko, da najboljše reprezentance počasi začnejo s svetovnim prvenstvom. Takšna tekmovanja vendarle zahtevajo tudi veliko tempiranja forme in pogosto je tako, da
tista reprezentanca, ki najbolje tempira formo skozi teh 5, 6, 7 tekem, na koncu tudi pride najdlje. Luka, si dobil morda občutek, da se je v zadnjih dnevu ali dveh prvenstvo nekako stabiliziralo v smislu tega, da so rezultati vendarle bolj pričakovani kot v prvih nekaj tekmah? Mislim, da ravno predvčerajšnjem ne. Tisti dan, ko smo dobili 4 neodločene izide prvič na svetovnih prvenstvih po letu 58, ko se je zanimivo zgodilo na isti dan kot letos, torej mislim, da je bil to 15. Junij. Takrat presenetljivo in za Belgijce, da niso zmagali, predvsem pa za Špance, da niso premagali Kapverdske otoke. Včeraj pa potem vse Zelenortske. Normalno. Zelenoortske, seveda, zelenoortske, hvala za popravo. Včeraj pa 2 gola Mbappéja in solidna predstava Francije, kot smo že velikokrat rekli, ne? Francija svojo tudi izjemno tranzicijo in z trdno obrambo je res ustvarjena za velika tekmovanja, se je to tudi videlo. Potem zmaga za Norveško z 2 goloma Holanda in potem še 3 goli Messija za Argentino, tako da lahko bi res rekli, da so se počasi stvari začele obračati v neke stalne nogometne tirnice. Belgijo bi pustil kar pri miru, ker je prespala prvi polčas, ampak pri Špancih mi je bilo zelo všeč, če tudi niso dosegli gola. Mirni selektor De La Fuentes, brez težav izgovor na otvoritveno tekmo, da so tudi v Južnoafriški republiki brez zmage začeli tekmovanje, pa bili potem svetovni prvaki. Igrali so na 1 gol. Res gre verjetno za ogrevanje, tako nekako na termine ur začetka tekem, pa na tekmece in podobno, tako da za nekatere začetek kar težaven. Jaz mislim, da so Španci naleteli pač na enega super motiviranega tekmeca, discipliniranega v obrambi. Tam moramo vedeti, če bi ena žoga šla skozi ali pa kakšen Ferranov Torres, oziroma priložnost Ferrana Torresa v gol, bi se lahko tekma končala tudi potem spet proti nič, ampak na valu teh dobrih obramb v Vozinje, v vratih in pa preostalega moštva zadaj so igralci Zelenortskih otokov nekako zdržali do konca in moram reči, da sem jim kar privoščil tudi to točko. Gre ne nazadnje za drugo ekipo Portugalske, kot smo to že nekajkrat ugibali. Sicer pa nasplošno bi dejal, da na svetovnih prvenstvih, takole ko gledamo tudi za nazaj, ni najpomembnejša tekma. Ta prva je pa zelo pomembna. Tudi Španija leta 2010 je začela s porazom svoje šampionsko prvenstvo in tudi Argentina v Katarju proti Saudski Arabiji je izgubila, tako da ni najpomembnejša, je pa z vidika neke mirnosti ob nadaljevanju turnirja, sploh tu, ko lahko malo kalkuliraš, glede na to, da grejo 3 naprej, da je pomembno, da si zagotoviš ta prvi komplet 3 točk, da lahko potem tudi malo zarotiraš v 2., 3. krogu, ko ne potrebuješ tako nujno točke, ker nihče te ne bo na koncu vprašal, če boš svetovni prvak ali si napredoval 6 ali pa z 9 točkami, ali pa nič ti ne bo pomagalo, če boš imel po skupinskem delu maksimalnih 9 točk, pa boš ven letel v četrtfinalu. Tudi Še nekaj glede kapverdskih zelenoortskih otokov in sicer ena zanimiva zgodba. Roberto Lopez, Pico, ima na svojem dresu, je rojen na Irskem, tam je igral vso kariero, tudi oče, torej Kapverdčan, nekdo iz zelenoortskih otokov, mama je pa Irka. Zelenoorčan, super, Rčan. Mu je selektor zelenoortskih otokov leta 2018 poslal sporočilo prek LinkedIna, pa je bilo v portugalščini in Lopez ni razumel, pa je mislil, da je spam. In potem 9 mesecev pozneje mu je še enkrat poslal, ampak v angleščini, torej če bi želel igrati za zelenoortske otoke, in se je odzval, je
tudi potem mislim, da prvič zaigral na velikem tekmovanju za Zelenoortske otoke na afriškem prvenstvu 21, zdaj ima skoraj 50 nastopov, 46, sicer pa v irski ligi 10 po nastopih od 80 naprej, takšno statistiko vodi Transfermarkt, več kot 400 nastopov, ta 33-letnik in imel je zelo dobro tekmo proti Španiji, kot tudi vsi ostali. Najbolj neverjeten podatek je pa tako ali tako, koliko prekrškov so naredili na celotni tekmi. To je res neverjetno. En prekršek na celotni tekmi, in odkar štejejo statistiko in vodijo to od leta 66 naprej, na nobeni tekmi nobena ekipa ni naredila zgolj enega prekrška. Tokrat so pa Zelenoortski otoki to storili v zelo obrambni postavitvi, v obrambni predstavi proti enemu od favoritov, proti Španiji. Neverjetno. Še en bizaren, neverjeten podatek, da se Mikel Oyarzabal v prve 30 minut igre, prvih 30 minutah niti enkrat ni dotaknil žoge na celi tekmi. Vse morda paradoks teh tekem, ko govorimo, da so favoriti zdaj torej upravičili nekako svoje vloge, je v tem, da recimo Španija proti Zelenoortskim otokom res lahko rečemo, da je manjkal le zadetek, pa bi se potem morda odprlo in bi zmagala z višjo razliko, medtem ko recimo Argentina proti Alžiriji, Francija proti Senegalu, morda je še kak primer, pa se ga zdaj iz glave ravno ne spomnim, sta pa morali preživeti kakšen dramatičen trenutek v obrambi, ki je tudi šel v njuno prid. Recimo Alžirija je zadela proti Argentincem na zelo vendarle minimalen prepovedani položaj, pri izidu 0-0 je bil gol razveljavljen po posredovanju VAR-a. Pri Senegalu vemo, da je strel Jacksona in potem še Sara. Odvratnice, vratarja in spet odvratnice. Senegal je bil odličen v prvem polčasu. Zelo, zelo dober in na koncu je to tisto, kar nekako prevesi, takšno, vendarle, čeprav prvo pa pomembno tekmo na prvenstvu in ekipe, ki tudi zmagajo včasih na koncu, če bi res potegnili črto, morda celo pustijo slabši vtis, kot pa tiste, ki ne uspejo streti obrambnega odpora nasprotnika. Tudi Avstrija je morala kar peti 1-1, je bil vmesen rezultat proti Jordaniji. Arnautović je znal počakati na klopi, šele v drugem polčasu je vstopil na igrišče in poživil igro Avstrijcev. Sicer so bili Avstrijci boljši, jasno, ampak tudi tam bi se lahko precej zakompliciralo. Mislim, da smo dobili potrditev v teh uvodnih 20 tekmah, da prvenstvo ni preširoko. Da 48 ekip je preveč, morda bomo videli, čez Gian Infantino likes this. Ja. Nismo še enotni, Luka. Pa si ne želim, da je tako, ampak mislim, da je 48 ekip verjetno preveč za to, da je nekako iz vidika gledalca, spremljevalca prvenstvo nekako dovolj, ne vem, kako bi rekel, prebavljivo, ampak kar zadeva kakovosti ekip, pa ni 48 preveč. Edina ekipa, ki je bila res daleč od svojega tekmeca, je bila torej Curaçao proti Nemčiji. Pa Južna Afrika proti Mehiki, to je bilo tudi neravno promocija nogometa. Prav, ok, ampak razlika med ekipama ni bila tako velika. Ne? Ja, zato ker Mehika ni tako kakovostna kot Nemčija. In nadaljuje, izvoli. Prav. Je pa, se mi zdi, da iz vidika kakovosti, iz vidika enakovrednosti je prvenstvo čisto ok. Ni tako, da bi bilo veliko ekip tam, za katere bi lahko rekel, da na svetovno prvenstvo ne spadajo. Evropa ima premalo reprezentanc na tem prvenstvu. Vsaj dve smo omenili, ki bi jih lahko morda zamenjali, evropske reprezentance. Romunija pa Grčija. Na tem mestu... Zakaj pa ne Slovenija? Recimo, Luka, povej nam, zdaj Gana Panama je naslednja tekma, ki jo boš spremljal v Torontu. Kaj pa sicer 4 časovni pasi, torej sestavljajo tole svetovno prvenstvo, če si na lokaciji? 4?
Mislim na 4. Ja, seveda 4, ja. Od 6 do 9, ja. 6, Ja. 7, 8 in 9. Sem naredil samo 9 minus 6 je 3, ergo 3, ampak seveda ja, imaš prav. Če si torej v Torontu, kot v tvojem primeru, kako lažje je potem spremljati svetovno prvenstvo, oziroma koliko drugih tekem sploh ujameš, koliko imaš te dileme, iti pogledati kakšno tekmo, seveda prenos na kakšni televiziji ali pa med ljudi, med navijače, ki so v Torontu. Ja, torej do zdaj pač sem, mislim, na prvem mestu je delo, ne? Tako da ko sem delal reportažo z brazilskimi navijači, pa reportažo pri iranski skupnosti, potem ni pomembno, če je kakšna druga tekma, takrat se predvsem usmeriš in pač narediš tisto. Zdaj skušam čim več nogometa gledati, ne? Ampak iz tega vidika potem to ne rata vedno. Zdaj, kar zadeva gledati prvenstvo, še ne vem, kako je biti v Sloveniji, ker sem od začetka tu, ampak gotovo je lažje, ne? Gotovo je lažje biti pač tu. Je pa tako, da ne vem, včerajšnja tekma Avstrije se je tu začela v polnoči in je nisem ujel, ne? Sem pač, ja, mi ni uspelo ujeti še te tekme, tako da je bolje, ker ta tekma se je v Sloveniji seveda začela ob 6 zjutraj, ne, je bolje za to, da lahko čez dan gledaš pač nogometne tekme, kot v Sloveniji, ni pa še vedno, ker je vendarle velika država in so vendarle morali zgnesti 104 tekme v 5 tednov in pol in ja, Se jih je še veseliš? vedno tudi tu. Se jih veseliš še 84? Mislim, ja, veliko je, no, veliko je. Res, se mi zdi iz tega vidika. On se je lahko to veseli, ko je pač, svetovno prvenstvo po dnevi, mi pa, ki dežuramo po noči, pa ni ja, ravno ki je pa prijetno. po noči je pa teže, je pa res teže. A si zasledil ta podatek, Jože mi ga je povedal, ta bizaren podatek, da je Toronto celo 4. največje mesto v Severni Ameriki. Imaš občutek tako velikega mesta? 4. največje mesto v Severni Ameriki. Ja, A res? ja. Največje kanadsko pa- mesto. Bomo Največje kanadsko mesto, ja. bomo dali ven, da nisi tega vedel. Ne. Sem skeptičen. Mislim, Ciudad de Mexico je gotovo pač je največje mesto v Severni Ameriki, potem pa je Los Angeles, pa New York, potem pa nobeno ameriško mesto ni večje kot Toronto. Se mi zdi. Torej, Toronto ima malce manj kot 3 milijone prebivalcev, ta strogo mestno jedro, torej znotraj okvirja mesta, ampak ta metropolitansko območje, tu mu pravijo GTA, torej Greater Toronto Area, mislim, da je Area, ta ima pa 7 milijonov ljudi in jaz sem prepričan, da je nekaj ameriških mest, če gledamo te metropolitanska območja, da so večje, torej Dallas, Fort Worth se mi zdi skoraj gotovo je večje, Chicago je verjetno večje. Grem prav gledati vmes, Cities in North America. Bom jaz to vmes preveril, dajte se odločiti. Meni je to Jože povedal, ne vem, jaz mu verjamem. Jaz sem gledal verjetno na istem seznamu, kot zdaj ti gledaš. Mislim, da je bil Jože 20 let nazaj na malih sivih celicah. Pa... Nisem bil, ker osnovna šola Kungota se verjetno Ja, nikoli kaj? ne Vedno je spadla v prvem Sem predkrogu šel- kvalifikacij. Torej, samo mesta. Ja. Tu sicer ima Ciudad de Mexico 9, New York 8, Los Angeles pa manj kot 4, tako da to je res, ja. Ampak če bi pa gledali po torej metro, po tem ključu, pa se mi zdi, da gotovo ni zraven. Je pa potem torej Toronto 4. največje mesto. 4. največje mesto, res, ja, kar neverjeten podatek mi je to. Drugi polčas. V drugem polčasu pa se nam je pridružil naš današnji gost. Prišel je čez cesto, novinar televizije Slovenija, naš nedavni gostitelj v televizijski oddaji Pred mundialom je Simon Šparavec. Zdravo, Simon. Zdravo. Na zadnje smo imeli tu, oziroma nadaljavo, Laro Prašnikar, pa smo jo najprej vprašali o potovalni mrzlici, ker je bila tik pred odhodom v ZDA, tja čez nekaj dni službeno odhajaš tudi ti. Si človek, ki te trese rajze fiber ali kako se običajno pred potovanji obnašaš?
Vprašam je v soboto ali pa nedeljo, zdaj zaenkrat še ne, zato ker je toliko drugega dela, pa džumbus po domače vsak dan, tako da niti še ne razmišljam konkretno o tem. Je pa, ker pa je treba še kar precej stvari postoriti, pa je nekje kljuva, nekje v malih možganih ves čas. Novinarji televizije Slovenija, tja potujete, oziroma potujete nekako v izmenah. Ti si drugi v tej izmeni? Tretji. Maja se je že vrnila, Hrvatin, Leon Andrejka pa odpotoval. Samo na kratko, kakšen je tvoj itinerar in koliko nogometnih tekem boš sploh videl? Ravno zaradi drugačnega principa oziroma drugačnega pristopa k temu tekmovanju tekem ne bo veliko, bo sta le 2 in pa ravno ena Lare Prašnikar, ker svojim Utahom takrat gostuje v Chicagu in si bom ogledal tudi to tekmo in naredil predvsem neko zgodbo o naši odlični napadalki, reprezentantki. Sicer pa ne bodo v ospredju nogometne tekme, temveč prikazati, pričarati televizijskim gledalcem nek utrip svetovnega prvenstva, mogoče z drugega vidika, kot bi ga bili vajeni sicer. To sem že večkrat povedal, da danes prek različnih strežnikov dobimo toliko uporabnega materiala in po domače povedano tam stati v vrsti na koncu kolone in upati, da se te bo usmilil nekdo v mešani coni za eno izjavo, je včasih precej mučno, pa tudi nesmiselno. Luka, to se poklapa nekako tudi s tvojim razmišljanjem, Luka, je res? Tudi, se strinjam, da je sploh za nekoga, ki je na terenu, da skuša narediti čim več ene širine, čim več enih stvari, kjer niso vsi ostali, ker se mi zdi, da lahko poslušalci, gledalci vidijo toliko veliko različnih vsebin, da je prav, da skušaš priti na mesto, kjer ni drugih, kjer lahko ponudiš nekaj svežega, nekaj novega, nekaj drugačnega. Moram pa reči, da kar zadeva mešanih con, so precej manj nagnetene, kot pa so bile doslej na svetovnih prvenstvih. Torej, lahko govorim iz izkušnje z tekme Kanada, Bosna in Hercegovina, kjer sem mislil, da ker gre vendarle za domačo reprezentanco, da bo veliko novinarjev v mešanico, torej to je območje, kamor pridejo nogometaši in tudi člani celotne reprezentance in gredo po posebnem koridorju mimo vseh predstavnikov sedme sile in sploh ni bilo veliko gneče, sploh ni bilo nekega prerivanja. Recimo pogovarjal sem se z Alistairjem Johnstonom, sam nikogar ni bilo zraven, on je bil eden od kanadskih nogometašev, ki je bil, torej namenili so ga za intervjuje 1-1 in prav presenečen sem bil, kako prepustno, kako malo je bilo tam medijev in kako bolj enostavno je bilo to delati, kot pa, ne vem, v Braziliji, v Južni Afriki, v Rusiji, kjer pa je res bilo tako, kot si Simon rekel, ne, se gneteš tam, skušaš dati mikrofon zraven, da bi se ujel zvok, ponavadi ne moreš postaviti vprašanja, tako da precej drugače letos. No. Že v Katarju je bilo drugače, se strinjam s tabo. V Rusiji je bilo pa kar grozno. Tam na koncu, ravno pri izhodu smo čakali, ker seveda so ostale televizijske, radijske in časopisne hiše imele nekako prednost pred slovenskimi novinarji. Našo nacionalno hišo, tudi radijci ste bili v zelo podobnem položaju. In potem smo se res tam drenjali z novinarji iz raznih držav, ki niso imeli svoje reprezentance na prvenstvu in je bilo včasih kar težko. Še Hrvati nekako so se nas najraje pod navednicami usmilili na koncu. Ne. Kar se pa tiče vsega skupaj, zakaj je zdaj drugače, se mi zdi, Luka, da zato, ker težje dajo tale že sedež za ogled tekme, kaj šele obisk mešane cone, karte so omejene oziroma vstopnice za te zadeve, ker ni samoumevno, če imaš akreditacijo, da lahko odideš na katerokoli tekmo. Ne. Mi smo ravno včeraj dobili potrditev za en tako imenovan observer seat na tekmi med Ekvadorjem in Nemčijo. Ne. Torej, ne za snemalca in ne za novinarja obenem, torej ne gre, ne, ker je gneča bo takšna, da tukaj reducirajo. Ekvadorci imajo igrače.
Mislim, to sicer razumem, ampak to ni nekaj novega. Ne? Sej, je bilo treba se postaviti v vrsto za te SAD-je, torej Supplementary Access neki, za te torej dodatne storitve, ki so na voljo, torej mešana cona, dostop do preskonference, do tiskovne konference. Torej, in ja, je bilo že tako prej, ampak zgleda, da so letos se odločili, da bodo to mejo postavili precej nižje, precej manj novinarjev spustili. Si ne predstavljam, da bi bilo manj zanimanja za prvenstvo, sploh za recimo tekmo domače reprezentance. No. Me prav zanima, kako bo zdaj za preostali dve tu v skupinskem delu v Torontu, oziroma za te, ki jih bom jaz spremljal, torej Gana, Panama in Nemčija, Slonokoščena obala. Morda vprašanje za oba, pa tudi za Boštjana in Marka, ker ste vsi bili na svetovnem prvenstvu, že koliko novinar na lokaciji razmišlja nekako o vlogi radiotelevizije Slovenija, o načinu, kako želi podati prispevke in kako morda se vendarle gre za svetovno nogometno prvenstvo, kako podati nogometno zgodbo z nenogometnimi primesmi, ali je to nekako pred očmi novinarja, ko je tam? Ja, to je tisto najtežje narediti. Vse skozi razmišljaš, kako in kaj boš izven nogometnega naredil. Nima še nobene izjave, propustnice ti ne dovolijo se premikati kodarkoli. Iz preteklosti govorim, pa potem se trudimo tudi z navijaškimi napevi snemanja na stadionih, pa glavnega napovedovalca, pa strokovnjaki, nekdanjimi nogometaši z drugih televizij in radijev, pa potem ti ponavadi niso ravno pravi, da bi nenogometno govorili, tako da je hitro potem kakšni navijači in pa ostali spremljevalci tega prvenstva oziroma veleturnirja. Moram reči, da sem sam kar imel dilemo pri zadnji zadevi z iranske reprezentance oziroma o spremljanju tekem iranske reprezentance, ker sem želel slišati, kako tu vse skupaj doživljajo, in sem pač šel v predel tu v Torontu, Little Persia, torej Mala Perzija, kjer je doma iranska skupnost. In ja, sem bil kar precej presenečen, kako doživljajo vse skupaj. Sem sicer vedel, da ja, tu ne podpirajo torej, režima v Iranu in da so mnogi zaradi tega odšli iz države, ampak sem bil presenečen, da so mnogi tudi proti reprezentanci. Eden mi je rekel, da bo navijal za Novo Zelandijo, eden je rekel, da sploh ne ve, da se tekma dogaja, da ga ne zanima, da je veliko takšnih mešanih občutkov tudi, ker naravno že vso življenje vsi želijo, da Iran čim bolje igra, ampak vidijo pa to reprezentanco kot reprezentanco, ki jo podpira režim, ki tudi po drugi strani reprezentanca podpira potem režim, ne le obratno. In kar veliko je bilo takšnih mešanih občutkov, no, da ljudje, Iranci tu niso želeli tega podpirati, gledati in doživljati. In zanimivo, no, za tekmo svetovnega prvenstva, ko igra tvoja država, pa imaš nek odpor do tega. Ne. Verjetno je malce vse skupaj odvisno tudi od percepcije določenega medija ali pa novinarja, kako se lotevati stvari, ali gre tukaj zlasti za nek športni vidik, ali pa želimo vsak dom prinesti utrip tistega kraja, mesta, reprezentance, ljudi. Tole je po moje potem ključno. Če želimo nekaj takšnega, potem seveda bo tudi pristop drugačen. Ne? Jaz se prav veselim letos v New Yorku, želim obiskati predel Little Italy, pa da jih malo poprašam, kako je spremljati prvenstvo tam, brez da je prišla na obisk italijanska reprezentanca. Si dobro zavarovan. Kaj pa, samo še to morda, vloga družbenih medijev, koliko se je to nekako, ker slišimo, da se zadeve iz prvenstva na prvenstvo zelo na hitro spreminjajo. Ravno ko so se
prej pogovarjala z Markom pred začetkom snemanja oddaje, koliko v bistvu ti internet omogoča, da danes kak gol z kakšne nočne tekme, ki je morda nisi pogledal, vidiš najprej z torej vidika gledalca na tribuni, ki ga je posnel, in šele potem čez nekaj ur v uradnih highlightsih, ker so seveda ti zaradi avtorskih pravic zelo, zelo obremenjeni. Luka, kako ti opaziš pri svojem delu to vlogo? Morda nisem najboljši primer, ker nisem reči, da nisem lih fan socialnih medijev. Nisem najbolj rigorozni uporabnik socialnih medijev. Premalo, kar zadeva mojega dela. Mislim, da če bi bil bolj, bi bilo bolje tudi. Ampak jaz sem mu že Luki recimo aprila poslal prek Viberja, da je Celje prvak, pa je šele danes lajkal. Bravo. Ampak ni dvoma, da je to ključnega, da ima ključno vlogo. No? Iz več zornih kotov, iz vidika novinarjev, iz vidika tudi pač tistih, ki spremljajo, torej ki so tisti, katerim se posreduje informacije, in ne vse zadnje tudi iz vidika nogometašev. Ne? Ravno zadnjič sem gledal, ko smo se na začetku v Mesiju pogovarjali, Rio Ferdinand je v svojem podcastu gostil Kevina Princa Boatenga in ga spraševal, jaz sem igral z Ronaldom, kako dobro skrbi za telo, neverjeten je, vse tip-top, vse je podrejeno temu. Ne? Potem ga pa vprašal, kako pa z Mesijem, pa rekel, enkrat ga nisem videl v fitnessu. On pred tekmo je ves čas na FaceTimeu, se pogovarja, tam trener govori, on ne posluša, pride fizio, ga malo zmasira pod kolenom, malo meča, 5 minut pred koncem da vse stran, gre gor in ima najboljšo tekmo. Je res ta, neverjetno. No. Zdaj sem sicer preskočil iz socialnih medijev, sem šel na to, da se Messi ne pripravlja veliko in če še vedno zelo dober. Ne. In sploh pri teh letih neverjetno, da mu to uspeva, ampak zanimivo, no. Res. Ampak Messi ravno danes skače iz paštete pravzaprav, ne, ker ravno zaradi tega navala sodobnih medijev, takšnih in drugačnih, in ker vsi uporabljamo pametne telefone ves čas, ti Messi ne uide danes tako ali drugače. Ne? Tako da, mislim, kaj pa je naša naloga? Verjetno je naša naloga ustvariti oziroma narediti nek okusen hibrid vsega skupaj, uporabiti vse te zadeve in predvsem filtrirati, kaj bi bilo za gledalca ali poslušalca v tem primeru primerno. Ne? Vse pri vas na televiziji, recimo to zdaj sploh, ko je ta časovna razlika, pa je prvenstvo v Ameriki, je najbrž težko zvečer pokazati nekaj, kar se že ni zarolalo, 1000krat čez dan in je gledalcu zanimivo, ali pa ne. Se ravno zato smo izbrali malce drugačen način delovanja, ne? Da ne gremo tako zelo analitično v tekme same, ne? In da pač poiščeš zanimivosti, ki bi lahko bile, seveda, je pa treba seveda razumeti tudi to, da naš gledalec morda delamo za vse, ne, in vsi ne uporabljajo, še manj verjetno kot Luka, uporabljajo družbena omrežja in gledati je treba tudi na tiste. Sodnikov dodatek. Vedno kviz s sodnikovim dodatkom, ampak začnimo pri nečem drugim. Koga je Celje dobilo? Povej, Marko, povej. Koga je Celje dobilo žrebu drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov? Zelo ugoden žreb, po mojem mnenju. Po mojem tudi, To je že vprašanje, Luka, izvoli. Zmagovalcem seveda ne moreš vedeti, če boš in Albanci. Septembra odprl Viber naslednjič. Prokup. Ignatija, sem že pogledal, kar si Ignatija in Petrokup. V redu, poceni gostovanje. Ja, in povratna torej, tekma. Albanija in Moldavija. Tako je, povratna tekma v Celju. Sicer pa sta bila danes v žrebu tudi, so bili v žrebu tudi Bravo in pa Koper in pa Aluminij. Nogometaši oziroma Koper bo igral proti ferskemu Runaviku ali malteškemu Hamrunu Spartansu. Hamrun Spartans so bili prvi mariborski nasprotnik v zgodovini Na papirju se tudi zdi to ugodno. Ja. Bravo pa proti gibraltarski Evropi ali makedonski Škendiji. Medtem ko bo Aluminij, ki je bil v 2 žrebih, če mu ne uspe preboj drugi krog kvalifikacije Evropske lige, se bo v kvalifikacijah konferenčne lige meril z albanskim Dinamo Cityjem ali kazahstansko Astano.
če pa mu uspe preboj naprej pa z Makabijem iz Tel Aviva, tako da to so zaenkrat potencialni tekmeci slovenskih klubov. Medtem ko snemamo ta podcast, iz Maribora prihajajo bolj ali manj zanesljive informacije, da naj bi se Zlatko Zahovič vrnil na položaj športnega direktorja mariborskega kluba. Nič več ne vemo zaenkrat za to mizo zbrani, tako da o špekulacijah zaenkrat ne bi. Če se to zgodi, pa vemo, s čim bo obarvan vsaj en polčas naslednje oddaje. A bi bili v Mariboru veseli, če se bo to uresničilo? Ja, pa je ban gre, ne, in Zahovič pride. Ja, tako, po domače, ne. Vidva to bolj vesta. Še v Ljubljani, če Celje preskočimo, bomo veseli, če prije Zahovič nazaj v nogomet. Jaz menim, da bi se moral prav vsak ljubitelj slovenskega nogometa veseliti, če se takšna oseba, persona v bilo kakšni vlogi vrne v naš nogomet. Kviz na tem mestu. Začnimo danes morda 3,5 vprašanja, pa ker smo zelo takole tudi pestro, kvizovsko obarvani in z znanjem, kar začnimo. Igra, kdo je to? Klubi Newell's Old Boys, Alaves, Real Saragossa in Real Madrid. Gre za nogometaša, ki je odigral 23 tekem za svojo reprezentanco, dosegel pa je 7 golov. In to so, če se ne motim, tudi edini 4 klubi v njegovi karieri. Peter Redondo? Ne, ni Fernando A veš, da Redondo. sem prav o njem razmišljal. On je igral tudi je bil v Bayernu, tako da to ni. Redondo je igral tudi v Milanu. Okay. Je. 7 golov za reprezentanco, ampak izjemen podatek, res izjemen. Od tega je 4 dosegel na enem svetovnem prvenstvu, kar je velik odstotek. To so Jožetova 90, ziher, ne. Niso Jožetova 90. Dolge mreže v Saragosi, ne. A so 80? 2000 A in je nekaj. morda, ne vem, Valdano, ne vem kakšno kariero je imel, pa verjetno... Prav, Luka, Jorge Valdano je pravilen odgovor. Kako je Jože pogledal? 90, Ja. 78. Bravo, Ja, bravo. 80, ne, 90, okej, 80. Še en izjemen podatek o Jorgeu Valdano je ta, da je kot trener vodil Tenerife, Real Madrid in Valencia. In s Tenerifejem je madridskemu Realu v 2 zaporednih sezonah v zadnjem krogu preprečil naslov prvaka, ker ga je, tako sem bral, 2-krat premagal v zadnjem krogu. S tem ponudil naslov seveda Barceloni, ki je to izkoristila. Potem pa je odšel v madridski Real in osvojil špansko ligo tudi tam. Torej, Jorge Valdano je prvi pravilen odgovor. Drugi nogometaš, ki ga iščemo. Kdo je to? Sigma Olomouc, Hamburg Sportverein, Fiorentina, Atletico Madrid, Galatasaray in Sparta Praga. Ga imam. Sigma Olomouc, Hamburg Sportverein, Jan Koller. Fiorentina, Atletico, Galatasaray in Sparta Praga. 78. Čeh je. Ja. Čeh je Jerzy Jarošik. 78 nastopov. Ne. Ta Fiorentina zdaj nekje mi. Ne vem, če nima čupe. Ni Rosicki. V tisti češki reprezentanci Ni so Poborski. vsi imeli Ja, v čupo. tisti češki reprezentanci. Ok, Suhoparek. Torej je tista češka češka reprezentanca. Fiorentina je najboljša. Ja, za Fiorentino je tudi Atletico. odigral največ tekem v svoji Tako. karieri. Marek Jankolovski. Ni Marek Jakulovski, on je igral tudi za Milan. Na jeziku. Čakaj, to mu pa jada. Brez dodatnih namigov, to mu pa jada. Kuka ni, ne. Ni Pavel Kuka, on je igral za Kaiser. Ne, kasneje kot Kuka. To je ta, a veš, kjer Baroš pa to. reprezentanca. Ja, 2-4 Portugalska. Polfinale. Tako je. Torej, Rosicki, ki je dal tisti gol za 3-2 proti Nizozemski. Joj, no. Aj, Ujfaluši. Tomaš to. Ujfaluši. Ja, To, come on. Bravo, Luka. Come on! Yeah. čestitke. Tretje vprašanje mislim, da mora biti kar enostavno. Je imel čupa. Seveda je imel, vsi pa so brat, imeli. pred Razen Jana Kolerja. Pred Čo očmi ni sem imel ga čupe, imel. tiska ni mogel, dobro, ajde, sam, si Čeh, moraš imeti čupa, ne. Tretje vprašanje je razen 4 reprezentanc, debitantk. Kateri 2 reprezentanci sta se na tem prvenstvu po najdaljšem času vrnili na mundiale?
Kongo, Kongo 52 let. Kongo, ja. Ja. pa Haiti. In Haiti. Ja. Tako je, to sta pravilna odgovora. Danes jutraj, ko sem nekako razmišljal, sem imel v mislih tudi reprezentanco Škotske, če se ne motim, ampak je bila 90. leta 98, je bila 98 Škotska tudi, na svetovnem ja. prvenstvu. In še zadnje vprašanje. Je bila z Brazilijo v skupini, ne? Da, Brazilija, Škotska, Zmagali Maroko, pa prvič po letu 90. ne. Ja, 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 ja. ja. In še zadnje vprašanje, ki je nekoliko povezano že s tem, o čemer smo prej debatirali. Imenujte po številu prebivalcev 3 največja severnoameriška mesta, ki ne gostijo tekem svetovnega prvenstva. Luka bo zaprl zavihek. Ja, sem ga že Come on, come on. Ja. že prej. Ampak, Ki ne gostijo. Ki ne gostijo, ja. Sem pogledal po metro Area, Ja. je Toronto na 7. mestu, ampak pred Miamijem, pred Kar je še vedno izjemno. Washingtonom, pred Atlanto. Čekaj, mi zdaj to iščemo sem zdaj mesta, naštel. ki ne Tri Ki gostijo. ne mesta, gostijo, ki ja. gostijo. 3 največja. A je Washington ne gosti? Ne, ampak Torej Washington je manj. ni. Je Ampak manjši. Chicago. Chicago je gosti. prvi. Chicago je prvi. Chicago ne ja. gosti tega. Ne gosti, ne? Ja. Atlanto je omenil. Ja, pa ni Atlanta. Pa A je Detroit verjeten? Ne. Potem, sodeč po tem San Diego. seznamu, ne. Ampak sta še eno kanadsko in eno ameriško mesto. Sacramento. Salt A Lake. ja, Montreal pol? Montreal Ja, se pravi, imamo Chicago, Montreal, pa Salt Lake in je še, premali. in še eno ameriško mesto v zelo toplih krajih. Sem že razmišljal, da bi lahko morda bil Orlando. Santo Domingo, ker je med največjimi Santo Domingo. To je kalifornijsko tudi mesto. Ni Na tem kalifornijsko. spisku. Phoenix. Phoenix. Come on. Phoenix je super. super. Phoenix Ja, je bravo. pravilen odgovor. Malce je daljši kviz, ampak na tale nogometno Nikoli ni predolgo. Ne, nikoli ni predolgo. Na nogometno-geografska vprašanja se rade volje navadimo. Simon, hvala, ker si bil naš gost v današnji oddaji. Varno pot ti želimo v severno oziroma v Združene države Amerike in čim uspešnejše in pa čim manj stresno poročanje svetovnega prvenstva. Hvala za vabilo in vračam krasne želje vsem tukaj za mizo. Luka, uživaj še naprej v Torontu in zdaj lahko rečemo, da se naslednji teden, oziroma naslednji teden že morda kaj vidimo tudi na radiju. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala lepa za pozornost. Podcast Žoga je okrogla najdete pri vašem priljubljenem ponudniku podcastov na spletni strani Val 202 ter v aplikaciji oziroma portalu RTV 365. V naši družbi pa bodite tekom celotnega svetovnega prvenstva. Lep pozdrav, se slišimo.